kaj je bil namen, da se zberemo za to, da tiste zelo redke, preredke svetle dogodke v naši občini, da damo primerno težo, predvsem da damo v imenu celotne lokalne skupnosti spoštovanje in priznanje temu delu, ki ga je Žan dosegel, da se zahvalimo in trenerju in predsedniku kluba za en takšen svetov vzgled, ki verjamem, da tudi marsikoga med mladimi potegne v to športno dejavnost takšne in drugačne vrste. V bistvu je, da se mladi najdejo, da so zaposleni, da si nekako izoblikujejo način življenja in predvsem pa način razmišljanja in tudi, da se navadijo tega, da je potrebno biti v življenju marljiv, predvsem pa vztrajen, če hočeš karkoli doseči. Kot člani slovenske reprezentance so se evropskega prvenstva v tekvondoju v Estoniji letos februarja udeležili tudi 4 tekmovalci iz domačega kluba Tekvondo klub Unior Zreče. Na sprejemu pri županu občine Slovenske Konjice so bili prisotni Žan Marguč, udeleženec in evropski zmagovalec v svoji kategoriji, gospod Emin Durakovič, Žanov trener, in predsednik Tekvondo kluba Unior Zreče in hkrati podpredsednik Evropske tekvondo zveze gospod Tomaž Kos. Žan Marguč je v Tekvondo klubu Unior Zreče kot član reprezentance aktiven od leta 2005 in ima poleg medalj z evropskih prvenstev še bronasto medaljo svetovnega prvenstva na Bledu 2007. Na letošnjem prvenstvu pa je Žan v članski kategoriji borbe do 64 kg premagal vse svoje nasprotnike in osvojil zlato medaljo. Ja, prav gotovo, da je Žan en takšen idol, lahko idol za mlade in verjamem, da ga veliko teh nadebudnih mladih športnikov posnema, kajti je primer vztrajnega športnika, ki je z svojim trdim delom že veliko dosegel in tudi še veliko obeta. Ravno zato sem ga tudi predlagal za naziv športnika leta in tudi današnji sprejem naj bo neka vrste priznanje za dosedanje delo, spodbuda njemu in pa vsem tistim, kot sem že prej rekel, tistim, ki jim je idol za naprej, da se naučijo trdega dela, da si je treba cilje postaviti in na tej poti do cilja tudi vztrajati. Žan v bistvu je iz Konjiške občine treniral v Zreški, na kak način bila v bistvu občina Konjiška pomaga? Dejstvo je, da smo pri dodeljevanju sredstev vsekakor omejeni na pravilnike in na razpise. Možnost pa je, da v tisti manjši, vsaj na simbolni ravni, neke stvari dorečemo in tudi namen današnjega drugega dela tega srečanja, da odpremo poglavje in tudi poskušamo najti pot do uresničitve z tega, kar si vsi skupaj želimo.